Prijatelji, dobrošli v novem podcastu Desni mikrofon, kjer bomo v času volilnega leta 2026 gostili različne ljudi s področja politike. Danes gostimo človeka, ki ga pozna vsak Mariborčan. Bil je župan Maribora, državni svetnik, poslanec. Danes je mestni svetnik in predsednik mestnega odbora SDS Maribor, ki je najštevilčnejši odbor v Sloveniji. Pozdravljeni, gospod Franc Kangler. Lep pozdrav. Za začetek, kako bi danes z distanco ocenili svojo dolgoročno politično pot v Mariboru? Ko sem bil župan, imam sicer več zaslug za častne občane in eden izmed častnih občanov mi je del, veste, gospod Kangler, dovolj dolgo morate živeti, vse doživite in vse preživite. Tako da tudi sam že dolgo živim. Marsikaj sem doživel v tem mestu ali pa v tej politiki, vse sem preživel. Tako da imam energije polno in moram reči, da žalostno je to v tem mestu in v tej Sloveniji, da tudi zdaj ljudje spoznavajo in vidijo, da imamo vatle za različne ljudi. Pa bom izval malo smešno, mogoče ali pa čudno. Ko so v Mariboru stali radarji, so se vsi drli pa protestirali. Ko levičarji stavijo radarje po Mariboru in po Ljubljani z Jankovićem na čelu, nihče ne protestira. Župan Maribora stavi radarje v cono 30 pa 40, marsikdo dobi kazen, marsikdo izgubi vozniško. Mi smo takrat postavljali tam, ko je bilo 50 pa 70, pa nikomur še nismo poslali položnice. Šlo je predvsem za video nadzor mesta, križišč, zato ker je privatnik, zasebnik upravljal z mariborskimi semaforji, pa še danes. In mislim, da to ni prav, ampak ljudem takrat nisem mogel dopovedati, ker je kampanja in zoki dela, so to izkoristili. Lahko rečem, prva tarča sem bil jaz, druga tarča pa je bila vlada Janeza Janše takrat, ko so jo februarja zrušili z pomočjo KPK. Kaj vas je osebno motiviralo, da ste se vrnili nazaj na lokalno politiko? Jaz sem bil vedno v lokalni politiki. No, ampak Nič me ni motiviralo, borim se za pravico, za resnico, za človekove pravice. Če kdo ve, kaj so to človekove pravice, potem to vem jaz. Če kdo ve, kaj je to krivica, če kdo ve, kako iskati resnico in pravico na sodišču, potem to vem prav gotovo jaz. In jaz vedno v lokalni politiki, od leta 96. Ampak sedaj pač v Mariboru smo se združili, Nova ljudska stranka pa Slovenska demokratska stranka, prevzel sem Slovensko demokratsko stranko, mestni odbor Maribor. Tukaj gradimo, pripravljamo se za lokalne volitve. Ta rezultat, ki je bil na zadnjih v Slovenski demokratski stranki, je bil slab za mene osebno. Ta sinergija, ki je pa zdaj ustvarjena v mestnem svetu, predvsem pa v našem mestnem odboru, pa mislim, da je takšna sinergija, da bo dober rezultat na jesenskih lokalnih volitvah. Ali vam je bilo kdaj v domači politiki žal, da ste sploh vztrajali? Žal mi nikoli ni bilo, da bi kaj obžaloval. Žal mi je mogoče marsikaj, ko sem bil preveč človeški pa ljudem pomagal. Namesto da bi bili zadovoljni, srečni, osebno, bili so velikokrat hodobni, nepošteni, neprijazni. Spomnim se tistih hudih časov, ko so ropotali po Mariboru. V prvih vrstah sem videl ljudi, ki sem jim v življenju ne več pomagal. V prvih vrstah. Minilo leto, 2 in pol rečejo, da so bili zavedeni, da ne vejo, ne. Ampak jaz še danes imam vse CD-je, kdo je bil med prvih vrstah, ko so različni mariborski fotografi fotografirali, saj so mi dali CD-je za pogledati, kdo protestira. Zanimivo je, da v Mariboru na protestih od 40 ali 42 priprtih, ki so bili takrat, mislim, da so bili 3 Mariborčani.
bili so z Kranja, z Ormoža, z Jesenic, z Velenja, Šentilja. Drugi so prišli v Maribor delati na mesto Mariborčana. To tudi kaže na to, da je bilo to vse motivirano, zrežirano strani levice takrat. Predvsem pa mislim, da je bil Boter, ljubljanski gospod, ki se že z mano ni strinjal takrat, ko sem ga premagal za predsednika skupnosti občin. Spomnim se, da me je poklical v pisarno, je rekel, če ti Kangler, da je odstopil od kandidature, jaz imam vse zmejeno. Sem rekel, veš kaj z okej, če imaš ti vse zmejeno, potem nijem jaz kaj odstopiti, to rešim po svoje. Na zadnjo se spomnim, da je on dobil 10 glasov, vse ostale župane v Sloveniji pa jaz. In od tu ven so težke zamere še verjetno danes. No, če se že gledamo, koliko govori, da, tako so tudi vi rekli, da je vse zmenjeno. Tudi zdaj vidimo, da mu ne glih najbolj vse leži, kar ima on zmenjeno. Kar pada je nekaj stvari. Ne, sej z njim pa z nekaterimi ne obračunavajo desničarji ali pa desni politični polj. Vse mi smo sedaj v opoziciji. Pa gospoda Ljubljanskega preganjajo. Samo on se ne zaveda, da se mu je na nek način že Golob odpovedal in da ga bo razkiral, da bo sebi opravo ime. Tako se tudi mariborski gospod ne zaveda, ne. On se ne zaveda, da se mu je Golob odpovedal in da bo njega razkiral, čeprav se slika z njim, se smeji, si obljubljate ne vem kaj. Ampak na eni izmed sej sem jaz njemu lepo dejal, ne bo dolgo, gospod župan, ko boš imel čas razmišljati o tem, kar ti jaz danes govorim. Tudi danes trdim, ne bo dolgo, ko bom imel čas razmišljati o tem, kaj je počel v Mariboru, njegov pohlep in še kaj zraven. Ja, upajmo. Kako se je po vašem mnenju spremenila slovenska politika v zadnjih 20 letih? Čisto iskreno vedno večji podn. Ta odnos, ki je v državnem zboru, bil sem 3 mandate oziroma 2 mandata pa pol v državnem zboru. Mi smo se spoštovali, mi se nismo žalili. Mi smo tudi respektirali, ne glede opozicija ali koalicija. Glejte, jaz sem bil 11 let v komisiji za nadzor nad obveščevalnimi službami, pa bil je Jerovšek, Moge, pa jaz, ampak mi trije smo se, ne glede na to na ljudsko stranko SDS ali pa LDS, mi smo se razumeli in nikoli nismo navzkriž prišli. Mi smo se spoštovali. Poslanca vedno je spoštoval v parlamentu. Danes, če pogledaš to, kar se dogaja, cirkus, bi rekel. Evo, cirkus. Mislim, da to ta cirkus milo rečeno. Da še v cirkusu imajo nekaj malo spoštovanja enega drugega. Tu v naši politiki mislim, da trenutno ni. Nedvoličnost je prisotna, ne? Večjega lažnivca, kot je Golob, ga ni, ne? In on gre v Dražgoše in gre gor na Tri kralje, ne? Na Sankarcu, on trdi, ne? In on javno nastopa in govori, ne? Lažne informacije, podtikanja, laži, ne? A naj pove za božjo voljo Golob, če je taki frajer, zakaj ne razkrije komplet KPK ugotovitev na tistih 63 straneh? Zakaj samo eno stran pa pol kaže? Ja, seveda, not so tudi priče zaslišane. Not je izjava Bobnarjeve, not je izjava Lindava. Not so dokazi, zakaj ni ta gospod, ki je predsednik vlade, ne? Ki je za mene svetovni prvak v lažeh, prišel na preiskovalno komisijo v parlament. Vse so vse zrežirali, pa nihče ni problematiziral, ne Pop TV, ne nacionalna televizija, nihče. Da predsednik vlade ne upa pred poslance stopiti pa pojasniti, prvič v zvezi s Bobnarjevo, drugič pa v zvezi z ukradene identitete v Romuniji. In to je resna stvar. V Nemčiji ne bi živel en dan, politično živel, ne, da se razumemo. V Avstriji še manj. Tam, kjer je demokracija razvita, držiš besedo, ne. On, kaj je rekel? Seveda bom spoštoval integriteto in odločitve KPK. Kaj pa danes govori? Drago plačuje odvetnike. Pa da, integriteta sploh ni to, kar si mu predstavljal.
On si je drugače to predstavljal, ne? Da ima vedno on prav, drugi pa narobe razmišljajo. Dobro, pa se vrnemo malo na Maribor nazaj. V kakšnem stanju je danes Maribor gospodarsko, socialno in razvojno? Mislim, da vsaka beseda odveč, kar se tiče gospodarsko in socialno. Tukaj smo na dnu v tej državi. Glejte, gospod Arsenovič se zato ne zmeni. Važno, on lepo zasidran, da ima svoje sestanke v svojem hotelu, ne. Zakaj nima on sestankov na mestni občini, če župan, ne. Bistvene sestanke vozi in vodi v svojem hotelu, svoje pisarne, ne. Tam je druga njegova pisarna, že to pove, da je preveč pohlepen, ne. O tem še bomo slišali ali govorili. Zgubili smo Zlato lisico, zdaj ima Vilerja tam pri Svobodi, ne, zdaj ne nazaj spravita, ne. Državna reprezentanca v nogometu več ne igra, odkar sem se jaz poslovil z županskega stolčka. Jaz pa Simič imam razmejeno, vsaka druga tekma se bo igrala v Mariboru. Najbolj pomembna tekma je bila Maribor, mislim Slovenija, Rusija, prav v Mariboru, kjer smo jih zločili neko vele silo Rusijo, 1:0, ne. Stadion poln veselja, bilo mesto, ni da ni. Kar se pa tiče socialne zgodbe, pa imamo samo srečo to, da je Avstrija blizu, da par tisoč ljudi samo iz mesta, Maribor. Če pa zdravske domovine pogledamo, pa lahko rečemo, par 10 000 ljudi dela vsakodnevno v Avstriji, čez mejo in se vrača nazaj. In to nas tudi rešuje, da se še nismo bolj na tleh, kot smo. Kje vidite največje zamujene priložnosti aktualnega vodstva mesta? Veste, gospod Arsenovič se boji svoje lastne sence, ne. On je pakt naredil z Svobodo in on misli, da bomo Svoboda rešila Maribor. Napaka. Ti se moraš s vsemi pogovarjati. Ti moraš iskati širino. Ti moraš iskati podporo. On se vsemi skrega. On je žaljiv, bolj kot je on žaljiv, nihče do zdaj ni bil žaljiv od teh županov do svojih svetnikov. In priložnost zamujena, se hitro ne povrne nobena, kar se tiče evropskih sredstev, nekaterih projektov, kjer bi po levi in po desni lahko marsikaj v tej državi pa v Evropi zlobirali. Jaz kadarkoli sem šel v Bruselj, vedno je padlo po 5-6 milijonov. Pa to Monika Kirbiš ve, ki je bila vodja pisarne, pa energetsko pisarne, razumeli se ve, kako in na kakšen način smo mi denar pripeljali takrat v Maribor z evropskimi sredstvi, pa lahko zdaj projekte naštejem, ne. Mislim, za ljudski vrt smo dobili 6,5 milijonov, za lutkovno gledališče 6,5 milijonov, za Navskov dvorec 2 milijona, za ulico Kneza Kocla okoli milijon, za rondo smo dobili 800 000, za drugi rondo tam pri bolnici 2 milijona. Za vodovod, druga faza, okoli 40 milijonov, kanalizacija isto. Pomagali smo univerzi v Mariboru, da smo dobili za medicinsko fakulteto 40 milijonov. Mislim, je treba še kaj dodati. Dobili smo sklep za Brv preko Drave, 2 milijona 400, takrat ga je Fištrec ta sklep razveljavil, oziroma vrnil nazaj, rekel, ne rabimo tega evropskega denarja, pa ne rabimo mostu. Arsenovič pa je šel pa z drugim denarjem delal ta most. Mislim, to so stvari, ki se dogajajo v mestu. Zdaj celo slišim marsikaj, kaj se dogaja v Melju pa Pobrežju v zvezi z načrtovanjem nekega jeza, pa prodajo nepremičnin, pa tako da še bo veselo v mestu. Ja, ne tvojim. Da pa ena tako groba ocena, kako ocenjujete delo aktualnega župana in mestne uprave? Gremo od 1 do 5. Jaz ga oceniti ne morem, ne, niti ni moje delo, ker sem bivši župan, ne, njega ne ocenijo volivci, ne. Jaz nikoli nobenega župana nisem ocenjeval. Župana lahko ocenijo samo volivci. In jaz po vsem tem, neke stvari so v Mariboru bile narejene, se ne morem reči, ne. Samo vsi pa pozabljamo, da to, kar je bilo po javnih naročilih, 2 milijona je bolj zneslo 4 milijone. Vse posod so se, vse investicije podraže. Za 20 milijonov se podraži Mariborska knjižnica na Rotovškem trgu. Groben sem rekel, 20 milijonov, ne vem, kdo zdaj drži. Ja, en izmed... Ne,
bivši gostov je povedal, da za 100%. Ja, no, zdaj pa poglejmo, ne, pa ga doben nič ne pošlata, ne. Vse je v redu, zato ker je levičar, ne, če bi jaz tako delal, jaz samo vem, da Trklena Štukla smo za 800 000 podražili, pa bilo vse v lufti. Ampak to zato, ker nismo predvidevali not, ko je projektant to delal, da so azbestne cevi vodovoda. In mi smo azbestne cevi vodovoda po celi ulici dol Stari Svetozarski zamenjali. Vse odkopali, da ne bojo tudi takrat novinarji večera pili vodo iz azbestnih cevi. Ampak so me nažigali, imeli so števec so imeli gor, kjer je dan, ko se gradi zunaj, je bilo -5, kak ne gradimo Trklena Štukla, pa ga tlakujemo pri -5. Betonirati ne moreš, mislim, ampak ker sem pač bil z desne, so me nažigali, po domače povedano. Ali ima Maribor po vašem jasno razvojno vizijo ali samo le upravlja iz dneva v dan? Pa dobro, Maribor ima neko vizijo, mislim, imamo, ne smemo zanemarjati, mene to boli, da se to premalo sliši, imamo v Mariboru univerzo, imamo v Mariboru drugo univerzo, ne, to 3/4 Mariborčanov ne ve ali pa noče slišati, Alma Mater Evropeja, ne, to je druga univerza, ne, ki ima dobre študijske programe, in to dost študijskih programov. Naše fakultete dajejo strokovni kader, ne, samo strokovni kader ne ostaja tukaj, ne. Izzive dobijo nekje drugje in to je žalostno, ne. In inkubatorje bi potrebno bilo ustvarjati za mlade, da mladi tu ostanejo, da pogruntajo, da se znajdejo, ne. Mislim, da ni nobena skrivnost, mene najbolj to boli, da vsako leto dobiček Dravskih elektrarn gre v Ljubljano. Čakajte malo. Tu ob Dravski dolini imamo več prvoligašev, pa dobijo 500 € ali pa 1000 €. V Ljubljani se pa koplja gnarijo zoki, reče tudi tja, tam vse vidi. Pa ne se hecati. Tukaj bo potrebno, naj dobijo dobiček v Ljubljano, ampak potrebno bo reči, Dravske elektrarne, 5 milijonov € boste riskirali za kulturo, za šport v Dravski dolini, od Dravograda do Ormoža. Ormož ima v prvi ligi recimo rokomet. Pa če smo mi obremenjeni zaradi kanala, pa vodostajev, pa ne vem česa, je prav, da skozi kulturo pa šport nekaj dobimo nazaj. Zdaj pa dobimo drobtinice, sramota, no. Zato se bom jaz prav gotovo boril, da se ta denar razdeli tukaj, v tej Dravski dolini. Od Dravograda do Ormoža. In tako je prav. Kakšno je realno razmerje moči v mestnem svetu Maribora? V mestnem svetu Maribora je zanimivo, ne. Velikokrat smo imeli večino mi v opoziciji. Sem jaz bil 6 let župan, meni niti ena točka dnevnega reda ni padla. Nikoli nikdar, vse smo usklajeno. Pri Cenoviću pa večkrat. Tako da še malo se bo to razmerje porušilo. Do poletja več ne bo koalicije ali opozicije, to je moja napoved. Vsi se bodo branili, ne, ali pa bodo bežali stran od gospoda aktualnega župana, ne, da ne bom izgovoril njegovega imena. In ne bo dolgo, ko bo prišlo do tega, verjemite mi. Zapomnite si ta podcast, kaj sem napovedal, da bo razpadla njegova koalicija v roku 2 mesecih. Upam, da se v to tudi naši gledalci zapomnijo. Pa veste, saj to včasih ljudje ne razumejo nekih stvari, dolgo rabijo, ampak ne moreš pa iz ljudi delati ovce, tako kot si aktualni župan želi, da je samo on edini, ki ima prav, mestni svetnik ali pa skupina mestnih svetnikov pa ne bi smela imeti ne pripombe ali pa drugačen pogled na nekatere razvojne projekte v mestu. Se vam zdi, da so odločitve mestnega sveta vedno v interesu občanov? Vedno ne. Vedno ne. Velikokrat nismo vedno podpirali interesov občanov. Včasih so bile odločitve vezane tudi na odločitve vlade, državnega zbora, ki niso bile najbolj v interesu občanov. Pa zaradi zakonodaje si mora to podpreti, ampak nekatere podražitve ali pa po domače okoli javnega holdinga ne zdržijo
to, kar govori gospod aktualni župan. Zdaj pa gremo malo na SDS Maribor. Kakšna je danes moč in vloga SDS-a v Mariboru? Danes je v naši stranki ta moč, kar se tiče politične moči, pa bi rekel tudi aktualna sfera in to zelo močna. Konec koncev mi smo se združili, ne glede na to, da so trije svetniki prestopili. Jaz mogoče od teh treh nekatere nisem imel za SDS-ove. To smo vsi vedeli v tem mestu, smo to tudi pričakovali. Veliko ljudi je v zadnjih 2 letih vstopilo v stranko, okoli 500 si upam trditi na območju Maribora. Če še regijo pogledam, pa še več. Zadnje evropske volitve, ki so bile, ki kažejo bolj na strankarsko zgodbo, pa smo od 7 volilnih okrajev kot SDS zmagali v 5. V 5 volilnih okrajih Maribora smo zmagali, v enem je Svoboda dobila za 2,5% več glasov, v enem pa za 0,5%, tako da smo se približali. In jaz mislim, da lahko letos v vseh mariborskih volilnih okrajih, 7 jih je, Slovenska demokratska stranka zmaga z svojimi kandidati. Seveda, ker velja pa procent, pa mandat, in tudi upam, da kakšnega poslanca iz tega okolja dobim. Kako gradite stranko na lokalni ravni in kako pridobivate nove člane? Mi veliko ga damo in gradimo predvsem na mladih. Moram reči, da iz te stranke v mestnem odboru Luka Simonič je postal predsednik SDM-a, Izidor Jelenec je predsednik sveta SDM-a in je tudi podpredsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Republike Slovenije, bil v svoji območni zbornici. Maribor ima podravsko regijo, pa Maribor in podravska regija sta zelo kmetijsko prisotna. Imamo tudi iz našega odbora predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice območne enote Maribor iz Dogoš, gospoda Horvat Jožefa. Tako da na tem področju gradimo, imamo kar nekaj zdravnikov, doktorjev znanosti, imamo struktur, bi rekel, iz vseh struktur, od komunale poznamo res in lokalne samouprave vsega področja člane Slovenske demokratske stranke in mi že imamo danes več ali manj listo za prihodnje volitve in neke dogovore z županskimi kandidati. Imamo 3 županske kandidate zaenkrat in liste sestavljene, odločitev bo pa seveda po državnozborskih volitvah, s katerim kandidatom gremo naprej. Kakšen Maribor si predstavlja SDS, če bi imela izvršno oblast? Če bi imela izvršno oblast v mestu ali v državi? Mesto Maribor. Jaz mislim, da je potrebno, tako kot sem bil sam župan, imeti širino, vključiti čim več mestnih svetnikov v mestno koalicijo, podeliti mandate podžupanov. 3 podžupane lahko ima aktualni župan in zagotoviti močno večino z močno vizijo za razvoj Maribora na področju gospodarstva, ekonomije, turizma in podobno. Meni se ne zdi primerno, vsi pravijo, Arsenovič je zrihtal to muziko na Trgu Leona Štrukla. Glejte, 10 000 evrov nekdo za martinovanje ali novoletni program plača hišico. Tam je 20 hišic, se pravi, da je to bilo 200 000 evrov. 200 000 evrov, se pravi, oni so si sami muziko plačali. Ne? In pol nihče ne pogleda, da jim je še pa Arsenič pobral 10% od prometa. Bojem pa dato nikoli. Ni se delal, pa ne ljudje zaslužijo, pa ne imajo ljudje denar. Naj ga obračajo. On pa je pohlepen, tako kot sem že rekel. Tako ali drugače je pohlepen. Velikokrat ste govorili o krivicah in političnih procesih. Kako danes gledate na slovensko pravosodje? Mislim, da tu ni potrebno ničesar kaj dodati.
kako gledam na pravosodje, katastrofa. Res je katastrofa, ker je vse zrežirano. Sodniki dopoldan pijajo kavico skupaj, se zmenijo, tega bomo obsodili, tega ne. Višji sodniki postanejo tisti, ki so prej z njimi kao pili na okrožnem sodišču. In nihče ne odgovarja. Povejte mi enega sodnika v zadnjih 30 letih, ki je odgovarjal za svoje dejanje. Samo eden, pa še to privat dejanje, ki je bil Škoberne iz Celja Laškega. Samo tega se spomnim, pa sem že dolgo na svetu. Kdo je od tožilcev, kdo je odgovarjal? Nihče. Naredijo ti hišno preiskavo, naredijo ti vse, na koncu pa preiskovalni sodnik verjame, kaj policija zapiše ali pa kaj tožilec zapiše. Ne da bi bile zadeve preverjene, usklajene, tako kot je potrebno in utemeljene, predvsem utemeljene. In vse smo videli, Hojsu so naredili hišno preiskavo, zato ker se en pohvali, da ima njegovo telefonsko številko, ne. Mislim, to ni slučajno, ne, da so njemu zasegli telefon, ne, predvsem po moji oceni jih zanima korespondenca med Hojsom pa predsednikom Janezom, ne. Postopki proti vam so bili več ali manj politično motivirane. Je z našim pravosodjem veliko narobe? Po tem, kar sem jaz čutil na svoji koži, pa kar je čutil predsednik stranke Janez Janša na svoji koži, zagotovo lahko trdimo, da so sodniki velikokrat politično motivirani in povzročajo krivice. In nimajo, žalostno to, da nimajo slabe vesti. Čeprav vejo, ne, moram reči, da jaz sem verjetno edini politik, pa ne samo politik, tudi stranka v postopku, da se je sodnica odločila, da naredi soočenje v Murski Soboti med mano in med preiskovalnim sodnikom Janezom Žirovnikom. Ko sprašujem različne odvetnike in sodnike, tega še ni bilo v Sloveniji, da bi sodnica zahtevala soočenje med osumljenim in preiskovalnim sodnikom. Ko je slišala moje besede in ko je slišala besede preiskovalnega sodnika, videl sem, da se je sodnica križala ob izjavah. In takrat je seveda to zgodba tako je zaključila. Da nekdo original odredbe vzame ven iz mojega spisa, raztrga in da ponarejeno odredbo not. In ko jaz dam sodniku odredbo v roke, si to ti pisal, on reče ja, v redu, si sigurno, ja. Ko pa list obrnem, si to ti podpisal? Ne, tega pa nisem jaz podpisal. Kako nisi ti podpisal, če si trdil, da si to ti pisal? In nismo ugotovili, kdo je tisto odredbo podpisal, ker je šla za 5 dni navzkriž. In nihče na sodišču v Mariboru ni hotel ugotavljati, kdo je original vzel iz spisa, pa drugega not stavil. Lepo vas prosim, no. Ali pa, ko je tožilec pisal pismo vsem poslancem parlament. Ko to vidiš, kaj je on v pismu not zapisal, ne? Če že hočete vedeti, v zadevi Franc Kangler, ne sem pod takimi in drugačnimi pritiski, tudi če me utišajo, tem bo treba enkrat narediti konec. In podpis tožilec. Ni bil dolgo več tožilec, 2 meseca ali 3 so ga razrešili. Mislim. Kako ocenjujete vlogo medijev pri ustvarjanju javne podobe, tako vaše kot stranke? Odvisno, kjerih medijev govorimo, ne. Če gledamo nacionalno televizijo, vse vemo, to Levica drži v rokah, ne. Pop TV je komercialni mediji, pač delajo tam, kjer največ vidijo priložnosti, da preživijo, ne. To se ve. Časopisov ne bom komentiral, ne. Splet, naše orožje, Facebook, Instagram, TikTok. Tukaj nas ne morejo tako cenzurirati, braniti. Jaz imam v zadnjem času na Facebooku po 200 000, 250 000 ogledov, pregledov. Na TikToku 30 000, 35 000. Kar je to naše orožje, ki pri mediji, ki jih držijo levičarji v rokah, pač ne pride zraven. In se pač poslužujemo tisto, kar je pač najbolj priročno. In za mene je najbolj priročno v tem trenutku Facebook, Instagram, TikTok.
Ali v Sloveniji, po vašem mnenju, obstaja enakost pred zakonom? Ja, naj bi. Mislim, to je vprašanje, ki bi ga verjetno znal odgovoriti prvošolček v osnovni šoli. Ne. Še dolgo ne bomo enaki vsi pred zakonom. Ne. Po mojem se mora menjati struktura ljudi, tako na policiji, kot struktura ljudi na sodišču in tožilstvu. Ne. Predvsem morajo biti odgovorni za svoja dejanja. Odgovornost se tu mora postaviti na pravo mesto. Zdaj pa vi meni povejte, če me to vprašate, ne? V zadnjih 30 letih od osamosvojitve, kateri medij pa plača kako kazen veliko, tako kot na zahodu v Angliji ali pa v Ameriki, da je nekoga oblato, pa se zlagal, pa bi mogel plačati 100 ali pa 200 tisoč evrov. Pa marsikdo je sodil, kateri medij, ampak jaz nisem slišal, medij mora plačati nekomu recimo 3000 evrov, jaz nisem slišal. Ne? In ko bodo pri nas tudi mediji odgovorni za laž, ki jo, ne glede ali je to zoper politika, podjetnika, kogarkoli, nekdo mogel pa odšteti, ne vem, 20 ali pa 50 tisoč evrov, takrat se bo stvar na medijskem prostoru pa tudi drugače spremenila in bodo novinarji in lastniki in vsi pazili, kaj poročajo. Danes pa lahko ti po domače povedano serješ po človeku, kot ti Bog da. In nisi odgovoren. Če greš tožit, tožiš, ne vem, 3-4 leta, 5 let. Ja, postopek se tako zaleče, da je potem zdaj vse pozabljeno počasi. Da čak ni še ne ve, kak dela, pa kaj dela. Gremo zdaj malo še na državno politiko, pa prihodnost. Upamo, da še je, ne, prihodnost. Kako ocenjujete delo aktualne vlade Roberta Goloba? Težko. Ker bi porabil recimo par dni pa par noči, da bi lahko naredil analizo laži, obljub, ne. Tista najbolj obljuba, ki gre v uho, ne, 30 dni do specialista, ne. 30 dni do katerega specialista, ne. Dobro, da prideš 30 dneh na vrsto pri pogrebniku, ne bi rekel, ne. Ravno kar sem hotel to reči, ja, da. Ampak 2 leti do specialista, ortodont za otroka 5 let. Pa ki ste to videli, malemu otroku, ja, zobje drugače zarastejo, 5 let mora čakati, da bo tisto špango dobil. Mislim, ki je to normalno? Doktor Klokočovnik mi reče, glej, Franc, tuja mi piše, ne vzame naprej operacijo, 2 leti ima čakalne dobo za srčno zaklopko. En doktor prosi za svojega pacienta, če ga lahko vzame. Zato, ker so mu dali čakalno dobo 2 leti. Pa v 2 letih lahko srce opeše, pa ga več operirati ne morajo. To so operacije, ki so nujno potrebne. Kakšni specialisti, kaj so naredili iz tega zdravstva? Pa ne more en Jenulj, ko je polpismen za mene na področju zdravstva, pamet soliti doktorjem. Ma kak Jenulj? Doktorji so hodili 10 let v šolo, študirali, ko se je on tam podil po ljubljanskih ulicah, v tisti obleki pa ne vem kaj vzganjo, so oni morali trdo študirati pa knjige, da lahko nas zdravi. Zdaj se bo pol norca delal z naših zdravnikov. Pa lepo vas prosim. Pa pamet celo kako ne bo zdravstvo, pa kdo je on? Sinček, jedinček ali kaj od ateka pa mamice, vse se to vidi. Kaj je v življenju počel pa delo? Nič. Ali je SDS tista stranka, ki je pripravljena prevzeti odgovornost za ponovno vodenje države? Seveda, vse zato se kandidira. Mi se ne strinjamo z takšnim načinom vodenja države, ki je vse centralizirano, ki ZOKI dela odloča o tem, kam ne gre pol države, ne. Lahko pa povem, da imamo izkušnje iz predsedovanja. Janez Janša je 3-krat vodil vlado, 2-krat predsedovanje cele Evrope. Kdo pa je od trenutne slovenske politike bolj mednarodno priznan kot Janez Janša? Povejte mi enega, ki je bolj prepoznan v Evropi in v svetu med politiki, slovenskimi politiki, ki bi imel neki status pa rating. Poglejte Plenkovića, je podpredsednik Evropske ljudske stranke in je prepoznal. Prav gotovo mu tudi sledi na istem področju Janez Janša.
Kdo od SD-ja, mi povejte, nihče, Fajonova, ona lahko gre tam v Irak ali pa, ne vem, dve državi, socialistični, Venezuelo ali pa Severno Korejo, da bo prepoznala. Vse nihče ne respektira. Od levice kdo, ko ne smejo slišati za njih? A predsednik vlade, Golob. Sicer, da bom zdaj o tem mojem razmišljanju javno govoril, ampak on lahko samo do Macrona v Pariz leti pa nazaj, pri kom drugem pa je bil za božjo voljo. Pa še to se mi zdi, da pri Macronu kaj druga isto, kot pa kako politična zgodba. Ampak tak ima svoje življenje. Gre Slovenija po vašem mnenju v pravo smer ali slepo ulico? Ona je že v slepi ulici. Trenutno ni izhoda iz te slepe ulice. Zato so volitve in je potreba najti izhod iz te slepe ulice, kjer se je Slovenija znašla. Po letu 1991, če Slovenija ni bila tako nizko, kot je danes. Brez nekih vrednot, vse vrednote bi nam radi razveljavili, družina več za te levičarje ne pomeni nič, ljudje strašijo, ne razumete? In ko da gledaš Venezuelo ali pa Severno Korejo, ko je tam umrl Kim Jong, starejši, vsi so se jokali, tako kot takrat za Tita. To ne gre več, ljudje niso tako neumni. Zato je potrebno Slovenijo po domače povedano iz tega DKVM potegniti mednarodno prepoznavno. Treba to mednarodno politiko na mednarodnem področju, slovensko politiko na mednarodnem področju krepko spremeniti. Se moraš biti nor, da se kregaš z Izraelom, moraš biti nor, da se kregaš z Ameriko. Rekli so tam za Ukrajino, ko je šel Janša. Mislim, je bila Fajonova zdaj že kaj v Moskvi, da bi se zmenila s Putinom, da bo rešila to krizo. Kdo pa je gospa Fajon za Putina? Dajte no. Se zaletavajo, ne vem. Kje vidite Slovenijo čez 4 leta, da SDS prevzame vodenje države? Prav gotovo znižali se bodo davki. Razvojne možnosti bodo večje. Vlaganja bodo večja v gospodarstvo. Brezposelnost bo nižja. Sociala bo drugače zagotovljena. Na področju zdravstva, socialnega zavarovanja bo treba krepko spremeniti, postaviti nazaj druge temelje. Na mednarodnem področju pa vam lahko povem, da bo mednarodno drugače prepoznavna Slovenija. Z drugačnimi pogledi na nekatere evropske in druge konflikte, svetovne konflikte, na demokratični pogledi. Predvsem pa mislim, da bo potrebno reči tudi zgodbo znotraj Evropske ljudske stranke, glede vizije in razvoja Evrope na področju obrambe. Krepko razmisliti o zelenem prehodu, po mojem ga ni več, ali pa ga ne bo. Pa zagotoviti na mednarodnem področju širšo širino Slovenije in dati priložnost tujim vlagam. Kakšna je bila po vašem mnenju vloga Janeza Janše danes in v prihodnje? Danes je pomembno to, da je prepoznaven politik še vedno v Evropi in v svetu, da drži opozicijsko držo, da krepi stranko, krepijo z programom in vsebino, da ima vizijo razvoja za Slovenijo, da ima vizijo in poglede na mednarodne dogodke, krizna žarišča, to je že dokazal. 2-krat je vodil predsedovanje Evropske unije v Sloveniji, 2-krat, to še nihče drug. In ima izkušnje z politiko, verjetno najbolj izkušen po moji oceni, kar se tiče dialoga in ustvarjanja priložnosti za prihodnost. Predvsem pa njega sprejmejo vse posod v svetu in v Evropi, medtem ko te levičarje pa samo v socialističnih državah. Zdaj pa čisto na konec, da imate 1 minuto časa, da nagovorite vse volilce, kaj je bile besede.
Dobro, minuta je lahko dolga ali kratka. Želim si, da Slovenci v čim večjem številu se odzovejo volitev 22. marca, da oddajo svoj glas tistemu, kateremu zaupajo za prihodnost svojih rodov, za prihodnost svojih vnukov, otrok, predvsem pa, da zaupajo svoj glas tistemu, ki bo zagotovil boljšo prihodnost vsem nam. Ali je to na področju zdravstva, sociale, gospodarstva, karkoli. Jaz sem prepričan, da te razlike, ki so danes prisotne v družbi, med volivci, med levico in desnico, med Svobodo in Slovensko demokratsko stranko, so tako močno raznolike, da bodo znali ljudje oceniti program, vsebino in naše kandidate Slovenske demokratske stranke, ki imajo dober program, predvsem pa sem prepričan, da so vredni zaupanja. In to zaupanje je najbolj pomembno v življenju. Da človek lahko zaupa v tebe, verjame, in če ti nekaj obljubiš, da obljubo izpolniš ali pa držiš. Gospod Kangler, najlepša hvala, ste vzeli čas. Vi gledalci pa, če vam je bilo to vse skupaj všeč, dajte lajkat, všečkat, dajte se naročiti in seveda v čim večjem številu deliti. Mi pa se vidimo v naslednjem podcastu Desni mikrofon.